To je spet odvisno od samega posameznika. Generalno so stopnje v smislu, za katero obliko razstrupljanja se odločimo. Če pa recimo to tako eno bolj počasno razstrupljanje, se pravi, je treba narediti kakšne spremembe v prehrani, dodati kakšne dodatke, pa izvajati še kakšne druge ukrepe, potem lahko govorimo o teh stopnjah, da začnemo spreminjati prehrano. Konkretno to pomeni, če smo vse jedi, smo uživali vsa živila, pa tudi tista, ki niso najbolj optimalna za naše telo, začnemo počasi izločati živila. V tem smislu, da izločimo prvo recimo predelana živila, mleko, mlečne izdelke, potem recimo meso, izdelke iz mesa. Na koncu seveda ostanemo bolj na rastlinski prehrani in to seveda govorimo o polnovredni rastlinski prehrani, polnovredna žita, stročnice, sadje, zelenjava, kalčki, semena, malo oreškov, seveda vse to je treba dobro namakati, da bi se na tak način znebili antihranil in da bi imeli maksimalne učinke od samega razstrupljanja in potem dodamo vse tiste snovi oziroma tiste pomožne snovi, ki bojo pospešile proces razstrupljanja. Po drugi strani seveda, če se pripravljamo na kakšen post, ki bo bolj intenziven in sam proces razstrupljanja bo bolj intenziven, takrat seveda upoštevamo tudi tiste prehranske nasvete, izločimo določeno hrano, ki za nas ni optimalna, ampak potem 2-3 dni pred samim postom užijamo izključno samo presno hrano, brez kakršnikoli maščob, začnemo s postom, seveda, če nismo navajeni na celoten proces, potem se pustimo 1 do 3 dni, pa počasi povečujemo same dneve, takrat, ko smo na postu. Post, če želimo izvajati res terapevtski, ki bo pomagal, da se telo recimo bolj globinsko zaceli, naj bi trajal vsaj 3 tedne. Ampak pri postu je recimo zelo, zelo pomembno, kako ga zaključimo. Se pravi, ne smemo zdaj naenkrat začeti uživati ogromne količine hrane, zaradi tega je to ena posebna modrost in zahteva nekaj več znanja, nekaj več izkušenj. V vsakem primeru, karkoli naj pride do nas oziroma za karkoli naj se odločimo, bo to dobra pot in bo nekaj dobrega za naše telo. Kalček, naravno z okusom.